Ja, najbolje, da kar začnemo. Z nami je prvi današnji gost. Skupino ste verjetno prepoznali po spotu Urban Threesome in njihov glavni pevec Urban je danes z nami. Lepo pozdravljen. Živijo. Po dolgem času sem spet skupaj v našem studiu. Ja, po 2 letih. Po 2 letih. Takrat kot Los Ventilos, danes kot Urban Threesome. Oziroma Urban Threesome. Ja. Odvisno. Ali, ne? Ali, ja. Zdaj, kaj bi na začetek mogoče, tale uvodni komad, ki smo ga gledali, bazira 3 leta nazaj, ko si dejansko začel z to skupino, potem pa nadaljeval z Los Ventilos, zdaj pa spet Ja, v bistvu v Urbanu. Ta komad Mirjam, ki smo ga kar videli, je nastal med tem, ko sem snemal en komad za Los Ventilos. V bistvu prišel sem snemati vokale za Los Ventilos za en komad, ni mi njih najbolj šlo. Pol smo pa v bistvu z basistom Jernejem oziroma producentom od Urban Threesome in takrat tudi v bistvu Los Ventilos. Sva potem takrat dopoldne oziroma popoldne naredila cel demo za ta komad Mirjam in je komad v bistvu zelo dobro stal. Pol sem pa šel na morje, sem na morju napisal besedilo, ker sem prišel nazaj, smo hitro posneli in pol je v bistvu ratil ta komad čisto spontano. Tako da smo pol iskali tudi ime je dal bobnar Boštjan Gradišek in smo zapeljali v bistvu to zgodbo, sam z enim komadom, ki je pa pol pač potihal na lik zaradi tega, ker smo vsi imeli še neke druge bende, ki so takrat pa že bili utečeni in v bistvu bili na neki koncertni sceni in smo se v bistvu tam bolj posvetili. Zdaj pa, ko je bilo to zatišje, koncertno in tako naprej, sem pa jaz spet vam potegnil moje stare komade in nekako naredil nek demo za ta komad So Long in pol smo šli naprej. Ti je žal, da nisi takrat nadaljeval, da si opustil zadevo premier? Po eni strani mi je žal, po drugi strani pa ne, zaradi tega, ker smo z Los Ventilos naredili eno dobro plato, pol še en zelo dober EP. Tudi smo ga dobro doživeli, zaživeli in vse ostalo in ne bi rekel, da mi je žal, zaradi tega, ker jaz sem tak človek, da 100% v nek projekt oziroma v nek band ali v karkoli. In če imam teh 100%, dam pol tja in sem jih dal v Los Ventilos, ker sem v to zgodbo verjel in še vedno verjamem. Mi je pa fajn v bistvu delati Urban Threesome, ker so pa tukaj pa neki moji komadi, ki ne pašejo v sceno Los Ventilos ali pa kakšnega drugega projekta in je to v bistvu nek moj izdelek, na katerega sem še toliko bolj ponosen. Je naključje, da imaš svoje ime v imenu skupine? Ja, v bistvu je tako, da To bi vsak prvo pomislil, ne? Ja, sej pač Urban je Urbano, Urban je sem jaz in takrat, ko smo iskali ime, je bilo tako, da nismo vedeli, kaj bi dali za ime in pol je Boštjan rekel, gremo biti Urban, pa pač še 3 smo, tako da smo Threesome in ful se dobro sliši, vmes je številka, dobro pride, logo bi bil lahko dober, ne vem kaj. In potem smo šli v studio in smo posneli in smo izdali in to je bilo to. Kdo je pa zdaj še član te skupine poleg tebe? V bistvu je bilo tudi menjav, ne? Ja, v bistvu je tako, da glede na to, da je bil pač en komad izdan do zdaj, ni bilo neke stalne zasedbe, ker tudi drugega nismo delali. Načeloma sem jaz pa moj svak, basist, producent Jernej Kržič. Potem pa je zraven še original zasedba Boštjan Gradišek, ki je bil pa zdaj za ta komad odsoten, ker je bil na očetovskem dopustu in ga nekako nismo hoteli te prve mesece, ker je dobil naraščaj matrat. In je namesto njega posnel bobne Miha Petrovič, on je pa bobnar od Los Ventilos drugače. On bo ostal ali je to samo? To bomo pa videli še, ne vem. Mogoče se bo ta pa malo menjala, odvisno, kakor bo želja. Pol pa v bistvu smo zraven povabili pri tem komadu, sva si jaz pa Nejc zamislili na nek godalni vložek in sva zraven povabila k sodelovanju Anžeta Rozmana. Anže Rozman je pa v bistvu en fant, zelo dober kolega, ki dela pa za Hans Zimmerja. On je v bistvu lociran trenutno v New Yorku in je on naredil v bistvu ta godalni part. Posneli so ga pa v bistvu
te naši najboljši glasbeniki iz SNG Ljubljana. Tako da smo zelo veseli, da smo to dali čez, ker je v bistvu da neko dodano vrednost, ki je v slovenski muziki že dolg časa nismo slišali. Zdaj, predvsem smo se pogovarjali, da še par komadov nameravate posneti. Kakšen žanr komadov bo recimo na tej prvi vaši plošči? V bistvu pri Urban Threesome je meni najbolj všeč to, da smo se zmenili, da se na žanr ne bomo omejevali. In mi vsi poslušamo ogromno ene muzike, tudi ogromno ene muzike delamo. Smo bili v enih bendih, ki smo delali tako muziko, drugačno in tako naprej. In po pravici povedati ne vem čisto dobro povedati, kaj vse bo. Ker jaz začnem komad delati zelo kantavtorsko sam s kitaro, potem pa to v tem studijskem procesu, ki je meni načeloma najbolj všeč, rata čist nekaj drugega in se tudi pustim odpeljati, pustim proste roke, menim tudi, da je Jernej Kržič en tak zelo inovativen producent, mogoče celo najbolj inovativen na slovenskem prostoru in v bistvu dela stvari, ki mogoče jih tukaj toliko še ne slišimo, so pa drugje po Evropi ali pa po svetu že zelo ozuni. Tako da ne vem, dajmo se pustiti presenetiti, pa bom prišel čez en let predstaviti, pa bomo videli. Kam bi pa ta dva recimo komada v vrsto, ki jih danes smo enega slišali, enega še bomo? Ja, to je nek tak indie pop. To je v bistvu komad je lahko mainstream, čist, to je lahko v bistvu čist pop, lahko je pa kao subkultura indie pop, ampak načeloma je to komad, ki je poslušljiv, vrtljiv na vsakem radiju in se lahko vrti ob vsaki priložnosti. Kdo vam pa besedila piše? Jaz. Vse? Ja, v bistvu jaz, ker nisem navajen, pri Los Ventilos načeloma ne, ampak tukaj pa jaz, ja, tako. Izkud pa črpaš za komade autobiografsko ali po navdihu? V bistvu za Mirjam je bilo tako, da sem ga napisal na morju in je v bistvu bil feeling ujet v trenutku, tistega doživljanja samega sebe. Potem se je pa, ko smo se dobili, pa smo v bistvu že posneli demo, smo pa pol še preobrazili besedilo, ki v bistvu vsebuje malo knjige Alamuta še noter, v bistvu govori o Mirjam, tej gospodični, ki je učila vse, da so bile pripravljene na to, kar imajo. In v bistvu bazira malo tudi na knjigi. Tako da je malo občutkov, male knjige. So Long je pa komad, ki je nastal v bistvu, ko sem jaz spoznal svojo punco. In v bistvu nos neko tako sporočilo tistega mojega obdobja, oziroma obdobja ljudi, ki čakajo na neki oziroma na nekoga, da zapolni v bistvu tisto, kar jim manjka. Potem si v bistvu njej komad posvetil. Ja, v bistvu to je bil komad za njo, tudi njej sem ga prvo zaigral sam na kitaro in tudi ona je bila tista, ki je rekla, da je njej akustična izvedba najbolj pri srcu in sem njej tudi za rojsten dan potem posnel en akustičen video, ki sem ga pol tudi objavil, smo ga objavili in se je zelo dobro prijel, na Spotifyju se je odličen prijel, 50,000 streamov v enem mesecu. Več kot si pričakoval. Ja, v bistvu je bilo pa, 3-krat sem šel v studiu čez, sam s kitaro, video je bil narejen v 3/4 ure in to je bilo to. In smo zapakirali in smo dali. Manj ko kompliciraš, boljši izpade. Ja, včasih, ja. Zdaj pa, če se malo od glasbe odmaknemo, ti si tudi v športnih vodah, ne? Tako. Trener mladinske, ženske, gimnastične reprezentance. Tako, ja. Kako to sovpada skupaj z glasbo, kako to usklajuješ? Ker veznosti verjetno kot trener imaš kar veliko, ne? Treningi so pogosti, ne? Vedno več jih imam. V bistvu pol šele, ker rataš nek trener reprezentance na nekem mladinskem nivoju ali pa članskem, se zavedaš, koliko je to pomembno in za šport na našem prostoru in za državo, kako se ljudje s tem poistovetijo in to še eno malo večje breme zraven. Dokler sem bil še trener nekih mlajših kategorij, pa to mi je bilo veliko lažje usklajevati muziko pa gimnastiko. V bistvu v gimnastiki nisem imel take teže, zdaj pa, ko grem na nek tak vrhunski rezultat, je pa to malo težje. Ampak načeloma je tako, meni muzika zelo pomaga pri gimnastiki in gimnastika pri muziki.
Jaz mislim, da če je slabši trening, grem jaz pol na plec, pa imamo tam super vajo in v bistvu se resetiram in obratno. Je slaba vaja, greš zjutraj na trening, je tam super, pozabiš na tisto, kar je bilo in Dokler ni oboje slabo. ja, če je pa oboje slabo, ampak to ni, ne. pri meni, jaz sem zelo pozitivna oseba, pri meni zelo malkrat pride do tega momenta, da ne bi bilo nekaj rešljivo, no, tako bom rekel. Koliko časa si pa že trener, reprezentance? Zdaj sem trener mladinske reprezentance, sem zdaj 2 leti. Prej sem bil trener mlajših kategorij tudi 2 leti, se mi zdi. Predtem pa nekih 8 let v delu v bistvu gimnastičnega trenerja. Tako da upam, da bo šlo tako naprej in da nas čakajo olimpijske igre kmalu tako. Zdaj med treningom si tudi kakšne tvoje komade oziroma se kaj takega zavrti? Pride na radio mim, tako bom rekel. Če imamo radio pržgan ali pa če imamo YouTube pržgan, pa so neki slovenski komadi, pač pride kakšen moj komad tudi mim, ampak načeloma svoje glasbene nekaj ne vrtim, tudi sam je ne poslušam. Zdaj mi je bilo prav fajn gledati spot od Mirjam, ker ga nisem videl že 100 let. Muzike ne poslušam, razen če se vozim, pa v bistvu slišim na radio, no, kar je pa itak super. Zdaj, na začetku smo videli tudi zmagovalno pesem letošnjega Eurosonga. Si kaj to spremljal? Kako se ti zdi recimo ta zmagovalni komad? Letos nisem spremljal, nisem niti gledal. Meni so punce na treningu povedali, kdo je zmagal, in to je eno fenico. Imam Eurovizije v skupini in ona je ampak zmagovalni komad sem prej videl in mi je napram ostalim, mislim, portugalski mi je bil naprimer zelo všeč, ki je bil zelo subtilen. To zdaj mi je pa v drugo smer zelo všeč, ker je v bistvu nekako v mojih vodah, bolj rockerskih, kar mi je the best in naj gre to še višji. Kaj pa naš komad ti je bil všeč? Zdaj se ga ne bi znal zapeti. Ana Soklič. Vem, da je bila Ana Soklič, vem, da dobro poje, komad pa priznam, da mi ni najbolj bil pri srcu, ampak preveč miren za tebe, ne? Mogoče, oziroma ni mi, pač vsaka ušesa imajo, pač vsaka muzika ima svojega poslušalca, mene ni ta komad dobil, drugače pa Ana odlično poje, tako da ne verjamem, da mi bo kakšen drug komad pa noro dober. Zdaj danes bomo videli še tvoj, v bistvu vaš drugi spot, So Long, premierno, ne? Mislim, da ste ga maja nekje objavili, ne? Ja, v zadeva je kar sveža, ne? Manj kaj en teden nazaj, ja. Tako. Ampak nekje je bilo napisan, ta komad je pa že nastal že kar nekaj časa nazaj, ne? Ja, v bistvu komad je nastal, se sem rekel, napisal sem ga za mojo punco, pol je pa zdaj v bistvu 1 leto, oziroma v obdobju karantene je nastajal. No. Jaz sem v bistvu v obdobju karantene v temu prvem valu marca naredil en demo, pa sem ga poslal Jerneju, pa so pa midva to vse prešuštrala 97-krat. In pol je rato v bistvu nek tak izdelek, na katerega se mi zdi, da bom celo življenje ponosen, ker je nekaj drugačnega. Upali smo si neke nove elemente v glasbo dati noter in tako naprej. Hkrati je pa ostal pristan. In tudi neke gimnastike je bilo noter v spotu, ne? Ja, nisi mogel mimo svojih... Ni bilo gimnastike, ampak sta pa dva moja prijatelja posnela, v bistvu Filip pa Blaž iz FMB Acrobatics, sta posnela v bistvu video. Mi smo zelo dobri prijatelji in smo se na hitro zmenili, če bi oni to posnela. Oni se zdaj z videoprodukcijo zelo ukvarjata. Film in kaskaderstvo, ne? Tako, ja. V bistvu kaskaderja sta Blaž sploh, Filip učil v bistvu igralce padati, se tepst in tako naprej. Hkrati pa tudi sodelujeta pri vseh teh snemanjih, rešujeta ljudi, če je kakšna težava in tako naprej. Potujeta po celemu svetu in hkrati sta itak zase delala že skozi filmografijo sama. Blaž se je pa zdaj še toliko bolj noter vrgel in smo se pol zmenili, da bi onedva naredila video, ker če ne kdo onedva, ker pač mi smo vsak dan skupaj telovadnici, super prijatelji in tako. Bi se poskusil v akrobatskih vodah? Ja, jaz sem z njima že nastopil, tudi v Celju sem se. Mi smo tudi v trojkah že nastopali, no, tako da tisti je še bolj vratolomno, ker smo en na drugmu pa pol na tretjemu. Ampak nisem več v tej formi, onedva sta
top, jaz pa sem bolj trener in kot trener ima rad pomagam. Kakšen nasvet, ne? Ja, to je pa to. Zmeri sem šel z muskel fibrom domov, če sem z njima dvema nastopil, tako da ne bi več. Zdaj za konec še ena prijetna tema, ne? Ravno naši dan je Slovenija spet v zeleni barvi. Ja. Kot glasbenik verjetno veš, kaj to pomeni, ne? Začenjajo se spet nastopi, prireditve, ki so se mevale že zelo dolgo, no, v bistvu lani od marca, ne? Zelo dolgo. Tako da, kako se počutiš, kaj misliš, kaj se bo vse zgodilo, kakšni so plani? Mislim tako, mi smo neki ponudb dejansko prihaja za neke koncerte, tudi v Celju, za Špital. Aha. Ne vem, čisto dober, enkrat avgusta, ne vem, datuma, oni imajo nek festival. Jaz tam tudi zelo rad igram, sem se imel zmeri ful fajn. Ampak jaz upam, da bojo dali dost, da bo država dala v bistvu organizatorjem festivalov in koncertov dost humane neke zahteve za to, da bojo lahko to izvedeli. Zaradi tega, ker če mislijo dati v bistvu take zahteve, da se nobenemu ne bo splačalo več narediti koncerta, pol nismo s tem nič naredili. Zdi se mi pa, da mesto in v bistvu in država in ljudje vsi nujno rabimo to kulturo in vsi rabimo neko udejstvovanje in neko glasbo in smeh za to, da v bistvu zaživimo ponovno. No. Tako da upam, da bomo usklili zdaj po tem dežju. Ja, saj nekaj časa, ne, dokler ne bomo spet tam, kjer nočemo biti. Ne. Ja, super. Hvala, Urban, da si se oglasil, da si nam malo predstavil ta nov komad. Zdaj najboljše, da ga za konec čez besedo ali dve napoveš, pa da si ga gremo kar pogledati. Ok, kam ga napovem? Aha, sam le. V lučko. Kjera je lučka? Je tam le? Tale, ja. Tale. To je komad So Long od Urban Threesome. Je sicer ljubezenski komad, ampak z ogromno ene drugačne tudi energije, prepletanja nekih inštrumentov in upam, da boste uživali. Hvala.